doma, pej domov. Ne grem domov. Brez veze, jaz grem v svoj blat, pa mamir, no pej domov, končno enkrat. Jaz sploh ne moram domov, lahko grem le k varuški, ampak ona je zdaj pri frizerju. Našla bom, kje je voda doma, mogoče mi bo pa tam bolj všeč.
blad, pa mamil, pa mi spet en zateži, kot ti. Čakaj, kdo bi še tukaj? Ena simpatična punca, tako prihtna, hodila je po toku in prišla do sem. Zakaj si tako pirčna? Eno Vida? Kita? Kiti ne more tako hoditi naokoli, pa tudi priplavati ne moreta samo dva kita. Ti si neumna. Ne Kita, Vida. Rita? Kakšna Rita? Ti si rekla Rita. Ne, nisem. Ti si Rita. Ne, nisem. Jaz si. Lej, če ti nisi rekel Rita, pa če jaz nisem rekla Rita, to je potem rekel Rita. Jaz sem vprašala, ali je bila Vida v ITA? Vida! To je bila R-I-T-A. Jaz sem ti govorim. Kar je mora zdaj spavčka? Ta cel stran. Konec ruka? Vida! Vida! Sej, taka si kaj naprit pol žogica.
Je šla. Kaj pa če je padla v vodo? Kaj bi rekla mama? Ojoj, najslabše od tega vsega pa je, da se bo pričeska pokvarila. Ja! Ja! Pojď stran. Gledam, stara. Wow. Ti mesta. Sromena stara, veš. Ej, nasilje več, še na nasilju. Evo, danes tukaj kakšna kučka. Ja, bila je nekaj. Kaj je šla? Mislim, da k morju. K morju je šla? To je videl, pa tako mokruje. Hvala, Nata, ti si ljuškana. Luštkana, jaz sem cool. Kapljica, si ti nastala iz hlapov? Aha, sem. Iz hlapov so nastali oblaki in tam so se hlapi združili v vodo, v kapljice. Nato pademo na tla, se zberemo v potoku in gremo spet na pot. Voda, ti si enkrat tukaj pa enkrat tam. Kje si doma? Zdravje. Hvala. Pa ti veš, kje si doma? Ja, jaz vem, jaz sem doma. Tam, kjer sem, tam sem doma. Zdaj sem tukaj, v kapljici. Zdaj sem tukaj doma. Ko bom v reki doma. Ko bom v potoku doma. Pa v ribniku bom doma. Pa v morju. Tudi ti si doma na večjih mestih. To pa ni res. Če nisem doma, potem pa nisem doma. Zdravje. Hvala. Tam, kjer si, tam si doma. Če si pri varuški, si tudi pri varuški doma. Saj res, jaz sem kar veliko pri varuški. Varuška je pa pri frizerju malo doma. In ker se ti vedno zelo je tvoj dom, tam, kjer sem jaz. No, vidiš, tam, kjer si, tam si doma. Vida! Pazi, prihaja, spet te bo polučkala. Vida! Videl sem, da to pojemam. Čisto vsi mokri. Kje si bila? Ob vodi sem se igrala. Ob kateri vodi? Ob potoku, pa v ribniku, pa v reki, pa v morju. In zdaj vem, kje sem doma. Tega prej nisi vedela? Ne, tam kjer si, tam si doma. Veš, jaz sem tudi pri tebi malo doma. O, kako srčkano. Zakaj tako hitiš? Ustavi malo še. Povej, kam bežiš? Jo, kje mi tečeš? In kam pa tam spet greš?
srcem kot z očmi. In bolje golob na strehi kot avtomobil na strehi. In za poceni stvari rabiš dosti denarja. Ne, mami, ni res. Jaz sem imela prvo. A ti res misliš, da bi dala dol isto jakno kot ona? Ne, mami, nisem vedela. A kako sem lahko tako zabita? Ja, sem pa zabita in grda in vsi imajo uporabnost kot jaz. Ne, oči, ne skrb, zmagam bom, z vsemi bom pometla. To mi res ni noben problem. Sediš, oči. Ja, lej, z vsemi. Z debeluhari, starci, tamalimi, očarari. Lej, karkoli mi dajo zadelati, ne bojim se nobenega. Vse je izziv. Aj prav, oči? Mami, a pa bom lahko jedel laneno seme na tešče? Biološko? Dobro. Kaj pa brokoli, zelje, korenje, koruzo, bučke, melancane? Se bom lahko tudi tam spremenil v metulje in letel nad zelenjavo, zraven pa prhodal s krili, da bi šle vse kile dol. A me peljete na samotni otok, mami, oči? Dober, aj črn? Hul. A bom tam sama? Ker če ne bom sama, se mi bo zmešala. Ne prenesem mi. In tam bom lahko delala karkoli, recimo samomor ali pa ugodolim za kostnjakovo glavo. V redu, to bodo še fajn učiteljice. Mami, saj veš, da tega še ne znam. Marmelado ja, paštetke pa še ne, ker je trda, ko jo vzameš iz hladilnika. Pa tako rad imam tisto paštetko. A veš, mami, kaj je tisti fanta gor? A misliš, da bom jaz tudi kdaj na kakšni paštetki, mami? Ja, saj vem, najprej se moramo pogumiti in biti na kakšni fotki sami. Tako so pa skupaj na paštetki, mami, kaj praviš? Vse se hecam. Kaj praviš, mami? A da nekaj greva? Meni je prav. V bistvu mi je čisto vseeno. Zakaj pa zdaj piješ name? A kako mi je lahko za vse na svetu vseeno? A bo kaj drugače, če se bom sekiral? Mami, jaz si v redu, ti kaj pomagam. Če hočeš počivati, lahko jaz avto vozim. Saj znam. No, mami, ne sediti name, že v redu. Ne bom avto vozil. Od zdaj naprej obljubam, da se bom bolj sekiral. Aj prav? No, poglej, mami, da je motivni. A misliš, da bodo imeli tudi tukaj, kamor greva, vsi bolj raben nos kot jaz? A kaj je to važno? Itak, da je važno, mami. Ko ne grem taka med ljudi, med lepe ljudi. Prav, bom pa nekaj razmišljala na ta moj budast način. Ja, sej vem, da me ne moreš več poslušati, pa oči me tudi ne more več poslušati, zato ga pa nikoli ni doma. Mami, kaj me pa pravzaprav pelješ? Ne, oči, ne skrb, z vsemi bom pometla. Lej, karkoli mi dajo zadelati, ne bojim se nobenega. Vse je izziv. Mogoče bom moral dan in noč plezati po drogu gor in dol. To obvladam. Morali bodo ustaviti, če bodo hoteli, da nekam. Ali pa, mogoče bo treba govoriti o drugi jeziki. Kaj? No problem. Ne, oče, ne bo se ti treba spet fejst razjeziti name. Bom rajš kot ti. Ja, o čem smo se pa že pogovarjali? Tole pogovarjanje, kar utrujen sem. Čutim, da rabim vitamine ali pa napitek iz mladega ječmena. To me tako poživi. Rad bi šel teč, vsak dan grem teč. Saj veš, mami, po 80 kilometrov naredim. Konektanca in že laufa. Noro, kuk Švica. A ja? Pa zakaj misliš, da to ni ta prav šport? Zdravo, ja. Tja me peljete zato, da bi živela bolj zdravo. A vi pa sploh veste, kaj je zdravo? Nič. Nič na tem svetu ni zdravo. Rodiš se in crkneš. Vmes pa malo živiš, pa se z avtom okoli furaš, pa maybe kdaj pa kdaj narediš kakšen goblin. In to je vse. Sam da folk tega noče štikati. In pol organizirajo eko zdravo, bruhi čuri, muri delavnico. Ali, dobro, reality show. Kaj? A se bomo zadevali solato, kaj? A da bom že videla, bosta vidva, na solato se bom obesla, bosta že videla.
Včeraj mi je pa hotel Tonček v šoli kalkulator pokvariti. A boš poklicala njegovo mamico? Prosim. Kaj pa, če mi bo tu tam, kjer me ti zdaj pelješ, kdo hotel kaj pokvariti? Ali pa znucati? Recimo, radirko? Tam ne bo časa za take stvari? Kaj mi pa sploh pelješ? Vse greva skupaj, a ne, mami? Kaj? Tja me peljete, da se bom naučil pravilno živeti? A se tebi zdi, da ne znam pravilno živeti? Kaj? A da vam to platil? No, v redu. Bom pa šel v ta reality show. Šel v show. No, mami, ne se tret name. Vem, da se trudiš zame. Mogoče se bom res kaj mnogo naučil. Že učiteljica v šoli mi je rekla, zakaj sem tak. Mogoče mi se va tak, kako vem, nepravilno. Ne! Jaz ne grem nikamor! Kamorkoli pridem, vsi imajo lepši ksih od mene. Vse punce imajo lepše škorne, lepše nohte, lepše puloverje, lepše krepalnice, lepši nos. Ne prenesem več tega, domov grem. Po mojih izračunih so zdaj že skoraj tle, a ne oči. A kaj moram zmeriti skozi to prečunati? Ja, da sem pred ostalimi, se mi zmer prava, že treba biti najmanj 5 korakov pred ostalimi. Drugače po vozu, kot so tebe. Ne mislim tako, to si enkrat rekel. In tukaj v tem enko reality show, kamor si me opisala, mami, sigurno ni nobene bele moke, nikjer. A mi obljubaš? Nobene! Drugač bom brukal, za nalaž bom brukal in še hitrej bom tekel in še bolj bom prkotal kot metulj. Amajo v tem šovu sploh radi metulje? Ne grem. Domov hočem, pred ogledalo. Pozabila sem se namazati tole pepalnico. A da bo tam zdrava družba zame, kakšne naravovarstveniki, ali kaj, sovražimo psidanice. Mami, kje pa si? A si me res kar tukaj pustila? A se bom mogel tukaj tudi s kom pogovarjati? Mislim, tako, zares. Kam? Von tam raz ne grem? Ne grem. Mami, kaj pa bodo počeli z mano tukaj v tem reality showu? Učili me bodo. Česa pa? Samostojnosti? Mami, ti me od samostojnosti. Pa nes mi zvezek in kuli in jabolčni sok in en sendvič in me od samostojnosti. Čau, mami, bom že kaj. Kaj? A da bi jaz zmagal? Da je na mami. Bom pa vesel, če bo kdo drug zmagal. No, mami, ne oprit name. Zmagal bom in ti mi boš rekla, da zdaj znam pravilno živeti. Razen če mi kupaš tiste ta nove pajtice, a veš, kaj sem ti zadnjič rekla. No, zmenati, pa grem. Čau, mami. Kaj oči, ti zdaj greš? Ok, lej, poredu, zmagal bom in taka carica bom, ko prijem, da si težko predstavljaš, oči. No, dio oči. To mi bo pa pomagal nalogo narediti, mami. Saj veš, da jaz še nisem pripravljen. Zakaj pa jokaš, mami? Pa poklič me kaj, je prav? Razen če hočeta, da grem v ta šov in fejkam, da bi rada postala drugačna, manj depresivna, bolj odprta do ljudi. A mi bosta pustila, da si lase pobarvam na črno? Ok, adio. Čau, mami, pa pazi na se. A veš, kaj gre meni pri ljudi? Najbolj na živce. A veš, kaj gre meni? Da so taki, kako bi rekla, grebatorski, da mora biti vse to njihovo. Veš? Ja, ali pa da so take mevže, mehkustov pa res ne preneso. Ali pa oni, ki hoče biti lepi, pa niso. Pa oni, ki hoče biti pametni, pa niso. Ali pa tiste čudni depresivci, ki ne znajo živeti. Ali pa razni pametnjakoviči, recimo obsedenci z zdravo prehrano. Športniki! Plavalci! Hribolazci, atleti, gimnastičari, ki mislijo, da so ne vem kaj s tistimi svojimi gozari, pa trenirkami, pa mišicami. Ali pa lenuhi, pa debeluhari. Fuj! Čakaj, kako pa začem? Lega! Ne
Povejte, kako vam lahko pomagam? Ne vem več, kaj narediti z njo. Samo še kupi to in grda sem, debela sem. Zakaj moja hči ni bolj pridna, bolj skromna, bolj normalna? Saj bo še zbolela. Egoistična je, najboljša hoče biti vsem. Težko jo gleda, ko se tako grebe. Samo šola, šola, šola. Prava biflarka je. Saj bo še zbolela. Zelenjava in ves čas samo zelenjava. Moj sin se spreminja v kolerabo. Zdaj hoče biti metrul, da bi letal po vrtu in buhal zelenjavo. Pa ves čas čepi pred računalnikom. Saj bo še zbolel. Vse je vidno, vse brez veze, nobene prijateljce nima. Samo kosnjakove glave više povsod. Po steni, zvezku, zobni ščetki, svetličnih lončkih. Nič ne miga, samo sedi. Saj bo še zbolela. Sigurno ne skrbi za njega, ampak kako mora ta petičara na večeru, ta štikla na krug nose, takrat ga imam modrost. Nobene stvari ne naredi sam, nič, kot rastlina je. Rastlina, rastlina. Bojim se, da bo zbolel. Kaj bi rad postal? Ne vem, vse mi je. Kaj bi rad jedel? Ne vem, ni mi to potrane. Bi šel raj šnulat ali kakat? Ne vem, mami, mogoče oboje, ali pa nič od tega. Za nobeno stvar ni, kako se bo tak znašel v življenju. Tako vse mu je za vse, da je živel bolan. Prosim, ozdravite ga, prosim, jaz ne morem več, jaz ne morem Isti, brez reda, vrednot, odgovornosti. Ne znajo se pogledati v ogledalo. Jaz se znam. In kaj vidiš? Zrcalce, zrcalce na steni povej, katera najbolj uspešna v deželi je zdaj? Človeka vidim, ki ima korečke okrog glave, kot angelček, poka od zdravja. Bog, najlepša v deželi ste vi in zrcalce počel Bog in njega spošča. Mami, Bog. Mami, kaj jaz vidim, ko se pogledam v ogledalo? Jaz vidim ljudi, toliko enih ljudi. Nos. Se imaš res kar luštka nos. Tak se. No, tak nos imam lahko tudi jaz. Zakaj bi hotel tak nos? Ne da bi ga hotla, ampak če bi ga hotla, bi ga lahko dobila. A te kaj ovira pri športu, če hočeš imeti tako aplikacijo? A sploh rabimo nos. In tako vse smrdi. Vsi smrdite. Ne, jaz ne smrdim, zato ker me mami vsak čas spodbuja, da se stuširam. A lahko izvem, kaj sem te taga rekel? Dej zase skrb. Ja, dej, hvala sami ven. Jaz bi rada imela tak nos. Oh, A so lepa? Wow. Jaz pa tegale, a mi vaše? Oh, Pa moj. Še metri. Današnja mladina ne znajo se pogledati v ogledala. Zato pa jih dobro vidimo mi. In kar vidimo, ni lepo. Ni lepo. Sej vem. Ja, mogoče ni lepo, je pa zdravo. Kako da ne? Prečudovito je. Vsi smo darovi narave. Wow, to si moram pa nekaj zapisati. Vsi smo darovi narave. A te ni lepo? Ja, saj jaz se v bistvu še učim. Ja, meni ni lepo, ni mi pa tako zelo grdo. Oh, za druge ne vem, me pa tudi ne zanima. Ampak meni je to, kar vidim, popolno. Popolnoma narobe. Hočete živeti kot jaz? Boste morali poslušati moje navodila in jih upoštevati. Prišli ste v hišo dr. Eka, v resničnosti šel, edini resničnosti šel na tem svetu, ki je v vseh pogledih ekološki, neoporečen in da je človek, ko ga gleda, srečen. Spremlja in podpira me na tisoče gledalcev. Jaz kar čutim, kako sem vedno bolj zdrava in vzgojena in srečna. Starši so vas pripeljali v Mulšo, da bi tekmovali ter osvojili glavno nagrado. Glavno nagrado? Stvar me
začela zanimati. Kaj pa je glavna nagrada? Ja, kaj? No, kar počasi. Glavna nagrada je... Boste sodelovali? Bomo. Nisem slišal. Boste? Bomo. Pismo, nisem čest prepričana. Tale tip se mi zdi malo sumljiv. Upam, da tale tip ve, da sem jaz pol človek, pol tu. Pol človek, pol tu. Tole moram izkoristiti sebi. Vse za zmago. Nisem čez ziher, kaj bi, ampak, ko ne veš, kako ravnati, se spomni, kako te je učila mati. Kako me je poučila? Malej, bomo videli. Meni je itak vse. Tale doktor Eko mi to cute, kaj mu kar pogledala. Potem pa naj se šov začne. Zdravje, odgovornost, samostojnost. Tu si dobro spomnite. Sedaj pa pojdite v svoje sobe, ter se dobro pripravite. Kmalu se vam spet oglasim. Vi, dragi gledalci, pa bujno spremljate dogajanje v hiši. Wow, hudo. Čisto vse bom naredila za zmago. Oči bo navdušen. Za tole nagrado se bom potrudila maksimalno, ko pridem vrdu v carico. Že dolgo nisem začutil tako dobre energije. Ta nagrada mi bo dala krila. No pa dajmo probat, slabš tako ne more biti. Malej, se bom kar pridružil so tekmovalcem. Sej, izgledajo simpatični. Mene pa lulat. Mlad odgovoren človek ne lula v javnosti. Kje pa lula? Pa kakšne gate imaš to? So seksi. Ma daj kar tle sedaj, ta šel itak zapustil. Bi rad pa ne drži prda? No, v redu, pol pa ne bom šel lulat. Ja, in kaj bomo zdaj počeli? Kleni nič. Ja, kaj? Živelo pravilno. No, vsaj jaz. Za vas me ne briga. Kako bomo pa začeli? Živeti pravilno. Vključimo glas ljudstva. Dragi gledalci, kakšno nalogo predlagate za naše tekmovalce? Lupijo naj krompir. Zraven si pojo kakšno pesem. O krompirju. In stojijo na en dan. Ja. Prav, prva naloga za vas, dragi tekmovalci, skuhajte kosilo. A je lahko še bolj enostavno? Če se bom umazala nohte. Jaz jem samo surovo zelenjavo, tok da veste. Jaz pa samo pohane nektulje. Kaj? Ja, a imaš probleme? Nikoli še nisem kuhal sam.
Ali naj bo krompir v kosih, ali pire. No, itak je vse. Jaz bom kar začel lupiti. Kaj lupit? Ja, krompir. A, no. Daj no, kdo pa dan še je krompir? Ne, postavci moramo večji izziv. Krompir je zrezak? Krompir s paštetko? Nehno. Ne, krompir s stransko klobaso in banki. Ne, nič krompirja, naredimo čips. Ja, čips. Mesni čips. Pa kola tle to po zelenavi smrdi. Točno to, čips, zelenjavo. To bo zvihr pravilno. No, dajmo, grevanje. 1, 2, 1, 2. Zdrav duh v zdravem telesu. 1, 2, 1, 2. In gremo. A bom sama kuhala, ali kva? Jaz še nikoli nisem kuhal čipsa. Jaz tudi ne. Če se tudi jaz ne. Dajte no, kaj pa to skuhate? Čips? Tačka, tararačka. Evo, pa je. Više be. Tole mi je pa res zapaslo. A daš še želje? Zima mi je. Še najmanj ne pozabite. Dragi tekmovaki, moram početi ven. Štejo piši zdravja, vi pa jeste čips. Šit, ni v redu. S tem receptom ne bomo prave naloge. A vam jaz povem svojo idejo? Ne, ni treba. No, jo bom vse. Ta čips iz vrečke ni zdrav. Ne, naredimo umetnega. Mislim, naravnega, ja? Sem prav na neki. Zmiksaš malo zelene detelje, kislo repo, mlad ječmen, granatno jabolko in koprivo. Počakaš, da se posuši in pohrustaš, da je veselje. Ma ne vem, na meni je unim sirom boljši. Fuj. Dobra ideja, baby. Akcija. Dajmo, izdelajmo ječmenčkov čips. Zdaj pa lahko delamo tudi bzz. Ja, dajmo, za zdravje! Jaz ne znam delati čmičkega čipsa. Prosim, ti bod pa kuči. Ampak res ga ne znam. Dajmo, akcija. A ta čips lahko pa manjša not? Ta čips mora vse. Ne znam. Pa ti sploh znaš. Znam malo na roge si igrati. Ja, pa igraj tako. Stop! A veš, kaj zberamo? Stebro mlade zelene, malo za posladkati. Ne, zgodbo rabimo. To ti misliš ni podobnega kot, ne vem, karnulčica ali pa kaj taka? A greš špančkat? Ne, zgodbo o zelenjavnem čipsu. A ja, to bi bila dobra zgodba, taka napeta. No dajmo, brez zgodbe ni reklame. Brez zgodbe ljudje sploh ne bodo opazili našega čipsa. Ja, pa tako je dober. Kaj če bi zraven, ko si jo probamo zmisliti, še telovadili? Recimo tole, a ne? Dum-dum-c, 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 dum-dum-c. Jaz sem detelja zelena. Na brdu posejena. Svinčac, lipac, dišičac. Zdrava kot Zdrava vreča. in ko so mi bio. Ste na Finland z energijo. Detelja, ali to sam za zajca? To pa ne, za vsakega, ki ima Dum-dum-c, dum-dum-c. Še dan zdravo, še jabolko granatno. Podumaj znoro. Dum-dum-c, zdrav bo še dodan. dum-dum-c. Koliko je ta repa huda? Ne maramo fast fooda. Kdor je čips, zelenjavo, bom domaru najbolj
A žal moramo nekoga izločiti. Ta nekdo še ne bo zapustil hiše dr. Eka, še vedno je v igri za glavno nagrado, a bo kaznovan. In to tako, kot bo določila publika. Velja? Itak, jaz vem, da sem se najbolj odrezala. Mislim, da sem bil dober. Ničesar v življenju ne počnem raje, kot razmišljam o zdravju. Ni problema, glavno, da dobim nove pajkice, ko pridem ven. Sveda bo na njih motiv mladega, svežega motovilca. Kaj, če me bodo kaznovali tako kot mami, in bom lahko gledal samo 5 risank na dan? 5 risank lepo, nočete delavi nič mena. Ne, takih. Meni je pa vse, ker itak vem, da je to samo igra. Kako ti je lahko vse? Se zdravo prehraniti nikoli ne sme biti vse. In po mnenju naše publike, boš v tokratni nalogi kaznovan ti. Kaj? Jaz? In kazen za našega klavrnega poraženca. Do konca šova boš jedel samo meso. Ne, ni šans. Razmisli, lahko se spremeniš, ali pa boš nemudoma izločen iz šova. So metulji meso? Od zdaj naprej ne smeš več razmišljati o metuljih. Ne smem več razmišljati o metuljih, ampak oni so moji prijatelji. Ne smeš! Ampak jaz sem na ta način srečen. Briga nas! Prav, spremenil se bo. Ta nagrada mi preveč pomeni, da bi kar dihal. Prijel se bom za nos takole in pojedel meso. Bravo, stari, predstavljaj si, da ješ dunajski zrezek in pa šlo. Dunajski zrezek je tudi meso beda. Ja, pa ne vem. Veš, celo življenje sem posvetil zdravi prehrani. Se vem, Cel internet sem prebral. vem. Pa veš, kako se je meni težko s ljudmi pogovarjati. Je zelo dobro, te razumem, verjem. Tukaj sem se pa najdel. Si me videla, ob ječmenčkovem čipsu sem kar zaživel. Sem videla, ja. Tako, naše zdravljenje se je lepo začelo. Tekmovalci, ste za novo igro. Halo, a mi boste kar prepustili zmago? Jaz se moram boriti. A dej nehino, a ne vidiš, da je Vegi čist bogi? Pa kam je briga Vegi? Doktor Eko, ne ozirajte se na nje, kar na plan z novo nalogo. Vaša nova naloga je sledeča. Pripraviti boste morali modno kolekcijo za v šolo. Modno kolekcijo? Wow, to je pa nekaj zame. Modno kolekcijo? Mami mi vsako jutro kupček pripravlja. Vedno sem si želela ustvariti svojo kolekcijo. Za v šolo, kavbojke in majica. A je sploh treba kaj razmišljati? Kavbojke in majica? Si lahko še bolj beden? O ja, lahko, ampak tudi bolj beden bo imel še zmeri lepši nos kot ti. Kakšna nesramnost! Dragi tekmovalci, pozor, vaša modna kolekcija pa mora biti samo iz naravnih materialov. Kaj pa so to naravni materiali? Ja, to so... Naravni materiali, to so kostanj, gube. Trava, les, metulji, zelenjava. Aja, krvavice, pečenice. Ajvar, zen Smučke, sanke. in še kaj. Vidite, kaj je že po naša kolekcija? Vse sem naštudirala, dajmo, pripravimo modno revijo. Akcija! Kaj pa? Lani poleti sem šivala oblekce za moje barbike. Mami ni videla, ampak slačila sem jih v kovček in ponesla s sabo. Vse, če jih malo raztegnemo, bi nam mogli biti prav. Pa so iz naravnih materialov? Od prve do zadnje. Misliš, da bi svoje barbike oblekla v sintetiko? Samo svila, lan, bombaž, prve kvalitete. No, v redu,
lučkali. Ja, lahko pa tudi ugasnemo luč. Dajmo! Končno lahko nula. Upam, da ne bom kaznovan. Mami, si mi videla, kako sem se prevlačil? Joj, sam da nam spet kregan. Doktoriko, imam ide. Ja? Kaj, če bi to kolekcijo poškropili z vonjo kranjska klobasa? Wow! Pridem, Viki. Kakšna dobra ideja. Tako, nadaljujmo. Tokrat zasluži kazen. Tekmovalka po imenu Zvezda! Kaj? In kazen za luzerko dneva. Postani bolj normalna, bolj skromna, neopazna, nehaj razmišljati o oblačilih, sprijazni se s svojim grdim nosom. Resnično me veseli, da se s takšnim veseljem nativate na lov. Vas lahko osrečim še s kakšno. Osrečiš? A se ti zdi, kdo sreča? Jaz sem srečna, ker vem, da mi gre vedno bolje. Jaz bi bil srečen, če bi lahko pojedel kakšno kege s pašteto. Tako, predelali smo že zdravo prehrano, način oblačenja. Zdravo prehrano? A se vam zdi, da zdaj vegi je bolj zdravo? Vegi zdaj je bolj prilagojeno
in postal je družaben, nič več ne visi za svojim računalnikom. Družaben? Pojde mi čisto vse, kaj ga spraštite. No, vidite! In zvezda, a se vam zdi zdaj srečnejša? Zvezda je sedaj postala bolj spodobno dekle. Tom, a se ti ne zdi, da smo se jeli v past? Past? A imaš spet samo morilske misli? Ne, sam poglej, kva se dogaja. Ja, naravna selekcija. Zdržali bomo samo najboljši. Pa kaj bi govoriš, saj ni vojna? Seveda je, vsak dan je bolj. Gremo, vsi po konci. Kaj pa korakamo? Če vsi korakajo, korakaj tudi jaz. Korakamo zato, da mi ne bi kdo rekel, le, sam ona ne koraka, a mora biti zmer neki spešen. Mami, jaz tudi korakam, sam, čist brez rok. Vsi korakajo, ker sem jaz tako rekla. Oči, upam, da me gledaš. Tekmovalci, čas je za naslednjo nalogo. Jaz ne bom več tekmoval. Spustite me ven. Okej, kamere off, ugasnite kamere. Kaj se je zgodilo? Dočče Hočem domov, niti slučajno. Slišite? Ven hočem. Tukaj noter mi ni več všeč. Tvoji mami sem obljubil, da te bomo... Ja, poznam svojo mamo. Zdaj me hodi po dnevni sobi gor in dol. Joka, ter se sekira, zakaj me je poslala sem noter. Ven hočem. V tem šovu mi ni več všeč. Potem pa naj se tvoja mamica kar sprijaznite za bluza, ker ti ne greš nikamor. A me slišite? Eden najbolj priljubljenih gledalcev, zvišuješ mi ogledanost. A me slišite? Tukaj noter. Bom zmagal. Tukaj noter. Me boli. Ven hočem. Duši me. Ni mi več všeč. Tako, pa smo zdravili še enega. Moja mamica pa ni zabluzila. Vem, da ni. Ker je ona najboljša mamica na celem svetu. Mamica je kako... Slišite? Ven hočem. Doma hočem. Fak, to res ni. Najbolj da začnem kar spet korakati. Čim me razmišljanja. Tukaj bomo umrli, nikoli več ne bom videl Meturja. Dragi tekmovalci, se še spomnite, za kakšno nagrado se borite. Še en tak izpad, kot je bil Senov, in zavedno se lahko poslovite v njih. In tako gremo. Kamera teče. Dragi gledalci, oprostite za kratko prekinitev. Smo že nazaj in to z novo igro. Koga se bo pa zdaj privoščil glas ljudstva? Kaj se bi tole, ta vedno? Mama je začela presedati. Pa je rada dela gobeline s čudnimi motivi. Pa idemo gobeline, če že hoče. Doktor Eko, naša naslednja naloga se glasi. Tekmovalci naj pripravijo čudovit gobelin s motivom narave. Tukaj imate pa... Gobeline? Včasih sem sanjal o gobelinu z motivom rdeče pese. Danes ne sanjam več. Bedna, a mi boš pomagala? Nikoli še nisem delal gobelina. Meni tudi, prosim. Kaj pa ti to? A bi ti znala narediti gobelin? Itak, pripravlja se. Naredila bom to gobelin. Tale šov mi že malo presila. Ko mi čakam, da zmagam in čau! Gobeliniče, ni dovolj tvoje področje vedno. Naj prevzame to. Privošči mi zmago. Takole. Vidi, sem. Tako. Pa bom Beda, pojemi. In naredi znamko, ter se zaplete. Hvala. Pišče, malce bolj nazaj, tjale. Tako. Super. Še zgledat. Zapleti se. No, dajmo, pohiti. In še jaz. Čakajte, kaj pa je zdaj to? A
dober, a ni? Dragi tekmovalci, vidim, da se borite kot levi, da ste tako povezani. Le kdo bo tajnik še večer. Publika bo zares imela težko delo. Doktoriko, odločili smo se, da bo kaznovana deklica po imenu Sem vedela. Kaj? Jaz? Ti! Jaz, ki se vedno požrem, da pravim nalogo? Ti! Jaz bi namenil vse od sebe? Ti! Jaz? Ti! In kazen za našo ljubeznivo. Top! Še v tem trenutku naj Polja pride oči in jo odpelje kot prvo poraženko Grekovega šova. Ja. Pišče, zaigraj, da bo bolj veselo. Ne, ne bom igral. In zdaj. Nočete potipati našega gobelina, doktoriko? No, hvala, ni potrebe. Hvala, ni potrebe. No, kakšen motiv pa pravzaprav je to, ste izvezli metuljčka? Izvezli bi metuljčka, a o metuljih že dolgo ne smemo več govoriti. Kaj pa je potem to, mi boste povedali? Na našem gobelinu je motiv svobodnega posameznika. Svobodnega posameznika! Svobodnega posameznika, ki pravi. No, kaj pravi naš svobodni posameznik, doktoriko? Hočem ven. Kaj? Nismo vas dobro slišali? Spustite me ven! Prosim, tudi jaz vas nisem dobro razumel. Dušči me, spustite me! Zdaj pa niste nič lušni, doktor Eko. Kot buva zgledate, haha. Vi ne želeli raje postati metulj, doktor Eko. On bi poletel v svojo stran višave. Najraje kar tu ostane. Ho! Vašim staršem sem obljubil, da vas bom zdravil. O zdravju, nisem bolna. Si, tvoja bolezen je neskončna oholost in brezbrižnost. Brezbrižnost do koga? Upila se bom, opisla se bom in to na solato, vse bi me. Kako pa misliš, da se počutijo tvoji starši, ko poslušajo takšno govorjenje? Ne boste me prepričali. Moja starša me imata rada. Sta te zato pripeljala sem? Ne, ker me imata rada, sta me vzgojila, da razmišljam svojo glavo. A se bojite, kot vsi. In vi želite na ta način obogatiti. Kakšno globoko razmišljanje za punčko, ki riše v kostnjakove glave. Pa kaj pričakujete od mene? Naj rišem narcise? Naj govorim, vse je lepo, ko pa tolikokrat vidim, da ni. Naj rečem, wow, super življenje. Ko vidim zvezdo, kako nesrečna se počuti v svojem telesu. Ko vidim Egija, ki bi najraje izbruhal svoje drobovje, takšen gnus občuti do samega sebe, ker ne sme slediti temu, kar bi rad. Naj se veselim za piščeta, ki je tako negotov sam vase, da ga je strah živeti. In vseeno, ga vidite? Takšnih vseeno je nešteto. Na videz malodušni, a v sebi trpijo. Ne upajo se z besedo na dan, da ne bi koga prizadeli, da ne bi ostali sami. To, ona, tako močna, odzemljite jo očetovo občudovanje in vsa njena moč se bo razblinila v nič. Tako kot vi. Tudi vi ste eden iznenadi. Tudi vi se boste razblinili v nič. Že danes večer, po koncu, ki jo daje, ko boste odvrgli masko tega dreha, nič boste, klavrn nič, ki v temni lupini samega sebe krepeni po občudovanju, po sprejetosti. No, so tekmovalci, kaj je bila glavna nagrada? Zakaj smo se borili? Zvezda, si upaš povedati glas? Rekel mi je, da se bom, če zmagam, čisto osvobodila. Vseeno. Rekel mi je, da bodo starši zadovoljni, ker imajo takega sina, iz katerega še nekaj bo. Pišče. Rekel mi je, da mi bo mami potem bolj zaupala, ker bo videla, da nisem tak nebogljen dojenček, kot misli zdaj.
Če zmagam, me bodo imeli vsi radi. Nihče več ne bo rekel, da sem navaden čudak. In to, če zmagam, bo oče zavedno ponosen name. Nič več mi ne bo treba dokazovati. In za košček brez pogojne sprejetosti smo se bili vsi pripravljeni spremeniti. Za košček brez pogojne sprejetosti. Mene nihče nima rad, mene tudi ne. A veste kaj? Takole zdaj pa res nočemo gledati. A ne. Ne, takole pa ne. A veš kaj, kar gasam, tega trega sem slina naveličala. Ja, kar gasam. Ajde ti več. Toliko hude pajkice mi mami kupila, toliko hude, ker sem bila pogumna punca. Je rekla, naj kar kreiram naprej, da imam res talent. Moj oči je ponosen name do stropa, da sem bila itak najboljša od vseh in vsem. Sorry, Zvezda, da ni bila Erika in da sem čist po njej. Spet lahko jim zdravo, a me vidita? Kar svež veter je zadev. Ja, sta rekla, da sem drugačen, pa sem jim rekel, da je tudi presna torta drugačna od navadne, zato je pa še enkrat dražja. Sem bil dober, a ne? Opa! Ja, nič. Gremo naprej, a ne? Mali, brž. Zdaj, ne bi se rad hvalil, ampak naučil sem se paštetko na kruh namazati. Tudi tiste iz hladilnika. Opa, super. Ja, ampak stari, moram ti povedati, da mi ne bi mogel biti bolj vsem za to tvojo paštetko. To je tako imamo, a ne? Ja. Mentorici predstave, ki sem doma, sta Saša Hudnik in Ksenija Dvošak.